V Rimskih Toplicah so slovesno odprli novo športno dvorano in zunanja igrišča pri osnovni šoli. Gradbeni stroji so brneli kar 3 leta, 3,1 milijona evrov vreden projekt pa so dokončali lansko jesen. Država je k naložbi prispevala 1,1 milijona evrov. Gre za eno največjih naložb v občini v zadnjem obdobju. Dobra 2 milijona evrov so zanjo zagotovili v občinskem proračunu. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dodalo 840 tisoč evrov, preko razpisa pa še dodatnih 250 tisoč tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Oba ministra sta se slovesnega odprtja tudi udeležila. Dvorana je velika pridobitev ne le za šolo in šolarje, pač pa tudi za kraj, saj se bodo tam odvijali številni športni in kulturni dogodki. Investicija ni investicija samo v šport, temveč je investicija, ki gre v prihodnost vašega kraja, gospe in gospodje, vseh, ki tu živite, ki delate in ustvarjate. Rimske Toplice. Rimske Toplice so kraj, kjer se tradicija prepleta z sodobnostjo, kjer že več kot 1000 let, 2000 let ljudje prihajajo sem po zdravje in po navdih. Za učence rimske šole je bilo slovesno odprtje športne dvorane velik dogodek, na katerega so se vneto in temeljito pripravili in tudi poskrbeli za kulturni program. Pa tudi za številne krajane, ki so se odprtja udeležili. Glavno besedo pa so imeli govorci, gostje. Vesel sem, da vas lahko nagovorim ob tem dogodku, katerega je, lahko rečem, celotna lokalna skupnost, celoten kraj Rimske Toplice oziroma celotna šola, kolektiv, starši, otroci nanj čakali veliko število let, skoraj 30 let. Ko sem pred približno 2 letoma začel z županovanjem, sem se oglasil tudi na tole lokacijo, kjer je bilo praktično največje gradbišče v občini. Odvijala se je ena izmed največjih investicij, ne le tisti čas, temveč v občini nasploh. Zato lahko danes tudi odpiramo ta objekt, ki bo služil tako na eni strani namenu športa otrok in mladine, kot na drugi strani tudi za ligaška tekmovanja in druge prireditve, saj ravno s sodelovanjem več deležnikov pri takšnih investicijah lahko pridemo do objektov, ki so večji, kot so normativne površine za izvajanje pouka športne vzgoje, hkrati pa dosegamo namen več uporabnosti takšnih objektov v posameznih krajih. Vsak tudi takšen velik investicijski projekt pa se seveda začne z neko vizijo, z enim ciljem in kot že omenjeno pred skoraj 30 leti je luč sveta ugledal idejni načrt za prizidek oziroma za gradnjo športne dvorane. Tiste res intenzivne aktivnosti so se potem pa odvile v zadnjih nekaj letih, tako je do konkretne projektne naloge prišlo v začetku leta 2021. Občina se je uspešno prijavila oziroma je objavila razpis za iskanje izvajalca za gradnjo in do konca leta 2021 je bila potem podpisana tudi pogodba z izvajalcem, s podjetjem Lesnina MG. Nato pa v letu 2022 sledi projektiranje, pridobivanje gradbenega dovoljenja in pa nato začetek gradnje, ki se je zaključil leta 2024. Verjamem, da bodo te prostore in igrišča lahko preizkusili tudi učenci podružničnih šol, Julj, Grošta, Sedreža in Zidanega mosta.
torej vseh skoraj 300 učencev in malo manj kot 80 zaposlenih, ter seveda tudi številni krajani. Zagotovo to pomeni razvoj na področju športa in športnih aktivnosti, ki jih je pred mnogimi desetletji zasnoval v vašem okolju vaš rojak, rojen v globokem pri Rimskih Toplicah, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, slovenski športni pedagog in publicist Drago Ulaga. Če se vrnem še enkrat na to, kaj vse je lokalna skupnost s tem pridobila. Ne le osnovnošolci, ne le šolari, ne le kolektiv, ki lahko zdaj res v teh velikih prostorih uspešno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces, temveč je takšen prostor tudi prostor združevanja in povezovanja. Prostor, na katerega lahko računajo športna društva, prostor, kjer bo lahko potekala vadba starejših, prostor, ki bo nenazadnje lahko namenjen tudi določenim kulturnim ali pa družabnim prireditvam. In naj na tem mestu omenim, da se bo že v tem vikendu ravno v tej dvorani odvijal en res poseben dogodek, in sicer košarkarski turnir. Gre za košarko na vozičkih, turnir, ki ga organizira Združenje paraplegikov Slovenije. In na tem mestu naj gre tudi moja zahvala, osebna zahvala gospodu Hebarju, ki je danes med nami, predstavniku Društva paraplegikov Jugozahodne Štajerske, ki je sodeloval oziroma bil vključen tudi v samo investicijo. In sicer prostovoljno se je udeležil več koordinacij in pa prispeval tudi k temu, da je nenazadnje ta športni objekt tudi dostopen, da je ustrezno prilagojen gibalno oviranim in da na ta način tudi z tega vidika s svojimi izkušnjami in pa prispevkom nekako zaokrožuje celoto tudi dostopnosti. V dvorani vidim kar nekaj znanih obrazov, ko se je pogovarjalo, kaj je potrebno tu v Rimskih Toplicah narediti, in hvala Bogu smo danes tu, da imamo ta prelep dan. Pomembno je poudariti, da tovrstne športne investicije prinašajo več kot samo športne priložnosti. Ne le samo za mlade športnike, temveč tudi za rekreativce, predvsem pa tudi za lokalno gospodarstvo. To pomeni več dejavnosti seveda za športna društva, kar je zelo pomembno. Upam si trditi tudi za nova delovna mesta, za boljšo turistično sliko v kraju, ter s tem tudi več obiskovalcev, ki bodo obiskali te lepe Rimske Toplice. Nova dvorana je med gradnjo dvigala precej prahu in tudi na februarski seji občinskega sveta, kjer zaključna poročila o naložbah sprejemajo običajno rutinsko, so se ob njej zadržali kar precej časa. Svetniki so sprejeli dodaten sklep, da naj naložbo v pretres vzame tudi nadzorni odbor občine. Še bolj žolčno pa so o njej govorili na pristojnem odboru za gospodarstvo pred sejo, kjer so jo označili kot vzorčen primer naložbe, kjer se je vse odvijalo tako, kot se ne bi smelo. Izvajalca del naj bi občinska uprava predlagala na črno listo, tako da se ne bi mogel več prijavljati na državne razpise. In glede na kar 4 dopolnila, ki so bila podpisana k osnovni pogodbi, je upati, da dvorane ne bo prehitro najedel zob časa.